Torej ja, za začetek, ta OTS konferenca že kar z nekaj letno tradicijo, mislim, da vedno privabite kar nekaj udeležencev. Kako je bilo mogoče letos? Tako kot vsako leto, torej letos organiziramo 19. to konferenco. Predvsem udeležence pritegnemo s tem, da se predstavijo praktične izkušnje z najsodobnejšimi tehnologijami, s pristopi. Tukaj iz prve roke dobijo informacijo o tem, kaj je na konkretnih projektih uspelo, kaj se je izkazalo kot koristno in morda kje so tudi drugi razvijalci naleteli na težave in kako se lahko tem težavam tudi kot razvijalci sodobnih informacijskih rešitev tudi izognemo. Torej, težko bi izpostavili posamezne teme ali pa dogodke, torej tako kot običajno skušamo zajeti celoten spekter. V letošnjem letu torej smo pokrili najsodobnejše tehnologije tako za razvoj na strežniški strani kot na odjemalski strani, torej tako za mobilne aplikacije. Pokrili smo torej tematike povezane s storitvami v oblakih, potem tudi na kakšen način zagotoviti tehnične rešitve za monetizacijo mobilnih aplikacij. Torej, gre tudi za to, da informatiki nismo zadolženi zgolj za to, da omogočimo tehnično pa vsebinsko povezljivost, da zagotovimo ustrezno varnost, dostopnost in tudi odzivne čase, ampak je naša naloga nenazadnje tudi ta, da omogočimo izgradnjo teh novih poslovnih modelov in da v končni fazi tudi zagotovimo, da so te rešitve, ki so, torej uporabniki se ne zavedajo vseh teh tehničnih izzivov, ki se skrivajo v ozadju rešitev, ki jih potem oni uporabljajo. Seveda naša naloga je, da so te rešitve za njih čim bolj prijazne in da mu omogočijo kakovostno delo in torej omogočijo boljše poslovanje, boljše poslovne rezultate, recimo za organizacije, po drugi strani pa za slehernike, ki se tudi vsakodnevno srečujemo s temi rešitvami, da tudi povečajo našo kakovost življenja oziroma da nam olajšajo življenje. Torej, dejstvo je, da informatiki imamo to srečo ali pa to smolo, jaz mislim, da predvsem srečo, da se tempo razvoja teh novih tehnologij, novih pristopov ne upočasnjuje, torej ne zmanjšuje. Menim, da smo tudi s temi konferencami, tudi s temi srečanji, na katerih lahko tudi brezplačno sodelujejo študenti, da s to povezavo, bom rekel, univerze in podjetje, namreč večina predavateljev prihaja iz podjetij, da tudi omogočimo ta pretok informacij, torej obojestranski pretok informacij. Menim pa tudi, da so naši študijski programi posodobljeni in da vključujejo vse te tematike. Verjetno je interesa za takšno konferenco največ izkažejo študenti, kaj pa mogoče imate kakšne podatke tudi za izven, prihajajo tudi ljudje, ki niso več del študijskega procesa? Pretežno, tako kot sem omenil, večina predavateljev prihaja iz podjetij in večina udeležencev te konference prihaja iz podjetij. Tako da študenti predstavljajo manjši delež udeležencev, torej v letošnjem letu je skupna številka vseh udeležencev presegla številko 150, torej 2 dnevih se je zvrstilo 20 predavanj, sledijo še 3 aktualne seminarske delavnice na temo Angular JavaScripta, na temo podatkovnih baz NoSQL in tudi ASP.NET Web API-ja. Tako da dejstvo je, da tako po aktualnosti tematik kot po širini področji, ki jih zajamemo, menimo, da lahko vsak, ki se udeleži te konference, predvsem pa ti, ki prihajajo iz podjetij, da lahko najdejo tukaj, če ne odgovor, pa vsaj usmeritev za to, kako nasloviti kakšen svoj izziv, s katerim se srečuje pri vsakodnevnem delu v podjetju. Jaz mislim, da udeležba je kar zadovoljiva. Treba je priznati, da tu niso tematike, ki so morda primerne ravno za prve letnike, tako da študenti višjih letnikov se tega dogodka tradicionalno udeležujejo. Naprimer, samo še ena dodatna informacija, interes za te popoldanske seminarske delavnice je bil tako velik, da smo za njih organiziramo jutri posebej delavnico, tako da danes torej bo organizirana delavnica za udeležence iz podjetij, določene torej delavnice iz podjetij. Tam, kjer je pa interes, predvsem študentov, je bil prevelik za kapacitete, ki jih imamo, pa bomo ločene delavnice organizirali.